Minute za kulturo. Z vami sva Igor Bratoš in Tanja Jaklič iz kulturne redakcije Dela in govorila bo o čem drugem kot o PEN-u. Slovenskem centru PEN. Ostaja na naslovnicah, to so najbolj brani članki tudi na internetu. Igor, kaj vemo danes, kar nismo vedela v petek, prejšnji petek? Vemo za kup mnenj članstva. O tem očitno tisti, ki so izstopili, so nekateri zelo na glas povedali svoje, zakaj to počnejo. Nekateri, ki ostajajo, seveda imajo svoje argumente, kaj je v tej aferi, če rečemo v narekovajih, narobe. Uradno jih odstopilo 12, to je desetina, slaba. Približno desetina članstva. Nekaj jih je pa tej odločitvi upravnega odbora tudi nasprotovalo, pa so ostali znotraj. Ja, sej, vsak je izstopil svoje argumente za to, ampak tisti, ki ostajajo na čelu z nekdanjim predsednikom PEN-a Borisom Novakom, jim očitajo najmanj nekorektnost ali pa celo kaj več, nenačelnost mogoče. Videti je, da ti, ki so izstopili, da pač jih ni motilo tisto, kar je Janez Janša počel v preteklosti in moti večino zdajšnjega članstva. Tako bi lahko sklepali po teh reakcijah. Če bi eno rdečo nit teh izstopnih izjav potegnili, bi rekli, da očitajo kaj vse. Ja, tukaj gre za vsebinsko in pa proceduralno. Nekatere člane je zmotil sam postopek, da je potekal bolj v risu upravnega odbora, ne pa med članstvom. Vse članstvo ni bilo obveščeno o tem, kaj pač počnejo. Tisti vsebinski ugovori to je pa široka pahlača. Ampak večinoma se mi zdi, da gre tudi za politično strinjanje z pomladno noto. Mi smo se malo v Delu poglobili tudi v genezo spora Taufer-Janša, ki nekako traja leto dni. Ja. Začelo naj bi se s tem intervjujem Vena Tauferja v Mladini, in potem nadaljevalo. Pravzaprav se je začelo vse skupaj združevanje Ministrstva za kulturo in Ministrstva za znanost in ukinjanje ministrstva. Proti čemur so... Veno Taufer je bil pač lahko, grdo rečemo, takoj kaznovan za svoje mnenje o tem. In potem se je odkril njegov spet v narekovajih udbovski dosje. Človek se ne more znebiti vtisa, da so taki dosjeji že kar pripravljeni. In stvar je šla pa potem naprej do vstaj. Kot je kolega Božič zapisal, je zdaj pred nami očitno tretja runda tega. No, ampak meni je zelo zanimiv tudi izjava Janija Virka, ki pravi vse skupaj videti predvsem kot spopad intelektualcev leve in desne provenience. Ko mi iščemo nekega sogovornika, ki bi z nekega objektivnega stališča pogledal na razmere v PEN-u, ga pravzaprav ne najdemo. Ja, vsak ima svojo predzgodbo, vsak je nekako zaznamovan. In te nalepke se ohranjajo ne glede na to, a so ljudje tudi kdaj spremenili mišljenje ali pa zagovarjali kakšno reč. Tako da to je tipična slovenska razklanost. Očitno še zmeraj živimo v mahničevskem svetu, razdeljeni na liberalce in klerikalce. Ta stvar se samo perpetuira in je ni videti konca. Kakšno razplet dogodkov ali pa nadaljnji zaplet ti pričakuješ ustanovitev PEN-a 2? Ja, kot bomo pisali jutri v časopisu, PEN ima zelo lepo, častitljivo, bleščečo zgodovino. Bil je po ustanovitvi mednarodnega PEN-a je bil med prvimi, ki je bil sprejet, 3 leta po ustanovitvi vsega leta, to je bilo leta 26. Potem ima pa niz točk, ki so bleščeče. Ne vem, blejsko srečanje je prireditev z najdaljšo tradicijo v mednarodnem PEN-u. Tam so se srečevali pisatelji vzhoda, zahoda, ko je vladal hlad oziroma hladna vojna. Ne vem, Ljubljana se je pridružila pred 2 letoma te mreži zatočišč za pisatelje, tukaj je bil PEN glavni. Tako da velika škoda za tako ugledno organizacijo, da se ji dogaja to, kar se ji dogaja. Kdaj pa bo srečanje na Bledu in kakšno srečanje na Bledu lahko pričakujemo? Ja, letos verjetno maja, ampak letos mogoče malo bolj živčno. Ne vem. Bomo videli. Domnevajmo, da bo.